Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu, hvala za tole predstavitev, za vabilo. Jaz moram priznati, da v zadnjih tednih, ko sem začela malo bolj konkretno razmišljati, kako povezati radovednost in navdušenje na eni strani, pa knjige in bralno pismenost na drugi strani, sem bila vedno bolj v zadregi. Pa ne zato, ker se bi mi zdelo, da so te stvari nepovezane, ampak zato, ker se mi zdelo, da to povezavo v bistvu srečujem na vsakem koraku. Da jo srečujem, ko pišem v knjigah in ko pišem knjige, ko sodelujem z avtorji, pa naj bo pri uredniškem delu ali pa pri promociji kakovostnih knjig, da jo srečujem, ko priporočam dobre knjige naprej, ko berem knjige še komu drugemu in sem se precej ukvarjala z vprašanjem, kako pravzaprav vstopiti v to razmerje med radovednostjo in navdušenjem pa knjigami. Potem sem se odločila, da odgovornost preložim na Sabino, ker itak vedno najlažje preložiti odgovornost. Sem šla pogledati, kako me je Sabina povabila na tole ABC bralne pismenosti in sem videla, da je v sporočilu zapisala, da me vabi na tale dogodek, ker se ji zdi, da bom znala nasloviti tole razmerje na podlagi mojih knjig. Sem se odločila, da torej, če je odgovornost na Sabini, pa potem najbolje, da res vstopam prek mojih knjig in sicer prek telih treh, ki jih je tudi Sabina izpostavila v podcastu, torej 50 abstraktnih izumov, kaj sploh je to in pa kaj misliš kdo. Tele tri knjige bi lahko pomenovali tudi ena najbolj čudaških trilogij, glede na to, da je prva 50 abstraktnih izumov namenjena nekako bralcem tam konc osnovne šole, predvsem pa srednješolskim bralcem, knjiga Kaj sploh je to, predvsem bralcem tam v drugem triletju osnovne šole, knjiga Kaj misliš kdo, pa bralcem v prvem triletju osnovne šole ali pa tudi predšolskim bralcem pri skupnem branju. In jaz se bom zdaj sprehodila nekako čez tele knjige, čez to, kako so nastajale. Mislim, da se bomo večkrat ukvarjali tudi z radovednostjo in navdušenjem in da bomo zdrsnili tudi na precej drugih področjih. Vprašanje, ki ga najbolj pogosto dobim, ko začenjamo pogovor o teh knjigah, je, kako so sploh nastale. In ponavadi gre odgovor takole, da se ustavim najprej pri priročniku za branje kakovostnih mladinskih knjig. Priročnik verjetno vsi poznate, tudi Darja Lavrinčič Vrabec je imela predavanje v tem tednu kot ena od urednic priročnika. Namreč jaz že več kot 10 let sodelujem v strokovnem odboru priročnika za branje kakovostnih mladinskih knjig, ki nastaja pri Pionirski centru za mladinsko književnost in knjižničarstvo pri Mestni knjižnici Ljubljana in kjer, kot verjetno veste, vsako leto pregledamo bolj kot ne celotno produkcijo knjig za otroke in mladino, ki je šla v preteklem letu. In jaz se pri svojem delu pri priročniku še posebej posvečam predvsem poučnim knjigam. Tudi leposlovne knjige seveda spremljam, jih berem, sodelujem tudi pri vrednotenju, ampak vrednotenje poučnih knjig se mi zdi še posebej pomembno, zaradi tega, ker zelo velikokrat kritika, neka refleksija poučnih knjig umanjka. Pa ni to nek manjko slovenskega prostora, gre za dejstvo, ki se pojavlja več ali manj povsod v kulturnem prostoru in eden od glavnih vzrokov za to je, menim jaz in pač ugotavljajo tudi drugi, ki se ukvarjajo s tem področjem, v tem, da tako avtor kot vsi tisti, ki pretresamo poučne knjige, se pravzaprav moramo gibati na različnih področjih. Po eni strani gre pri poučnih knjigah, če so kakovostne knjige, za knjige, ki morajo biti dobro napisane, ki morajo biti napisane v dobrem slogu, ki morajo biti kakovostno, estetsko ilustrirane, oblikovane. Po drugi strani gre za knjige, ki morajo biti strokovno kompetentne, ki morajo prikazati prave informacije, izbrati prave informacije, jih podati jih umestiti v pravi kontekst, podati dobre razlage, točne razlage. In ne nazadnje pri poučnih knjigah še toliko, oziroma recimo tako, prav tako mogoče pa še bolj pomembno kot pri leposlovnih knjigah, da res dobro poznajo svojega naslovnika. Da vejo, kako bo tisti, ki ga naslavljajo, te informacije razumel, koliko bo razumel, kje lahko pustijo še en del, ki ne bo razumljiv, kje je potrebno, da bralec razume, kaj mu poskušajo razložiti, ker bo drugače knjigo odložil in tako naprej. In prav zaradi tega se mi pa po drugi strani zdi še toliko bolj pomembno, da imamo neko refleksijo poučnih knjig,
ker vsa ta razpetost seveda vpliva tudi na tiste, ki knjige ponujajo naprej, na bralne mentorje, na knjižničarje, na vse, ki izbirajo knjige, na bralce, ne nazadnje. In se mi zdi zelo koristno, da tudi oni imajo neko vodilo, katere poučne knjige so res dobre in po katerih poučnih knjigah je vredno poseči, jih je fino priporočati naprej. Jaz sem tukaj izpostavila še 2 monografiji, ki se ukvarjata s poučnimi knjigami, ena je šla v letošnjem letu, medtem ko ta druga, Literature of Questions, je monografija, na katero se avtorji v tej malo bolj splošni monografiji ves čas tudi nanašajo, tudi zato, ker izpostavlja sodoben pogled na poučno knjigo in vztraja pri tem, da dobra poučna knjiga ni v prvi vrsti knjiga dejstev, ampak predvsem knjiga vprašanj. Da je to knjiga, ki spodbuja kritično mišljenje in svojega bralca nekako pošlje na eno pot razmišljanja. Jaz sem zdaj zašla nekoliko v razmislek o poučnih knjigah, pa ne po nesreč, kar nalašč. Namreč pri delu na priročniku opažamo, da je resnično vedno več kakovostnih poučnih knjig, predvsem neke vrste sodobnih enciklopedij, ki zelo uspešno nagovarjajo sodobnega bralca s tem, da prinašajo ene take majhne paketke znanja, ki bralca zanimajo, mu ponudijo par informacij, ampak ne gre za to, da bi bralec, zdaj, ko bi to prebral, bil zadovoljen, kaj vse je izvedel, pa knjigo zaprl. Predvsem gre pri kakovostnih enciklopedijah tega tipa za knjige, ki bralca napotijo, da raziskuje naprej, da se sprašuje naprej, ki mu pravzaprav odprejo neko pot naprej. Je pa tako, da vse te enciklopedije zelo pogosto nagovarjajo zelo podobne teme, naprimer dinozavre, mladičke, stroje, gradove, princese in viteze, se verjetno sami dobro poznate. Vse te teme, ki mlade seveda zanimajo in jih vedno znova pritegnejo. Jaz sem se pa spraševala, zakaj pa ni kakšne knjige, ki bi se ukvarjala z najbolj temeljnimi pojmi, s katerimi pravzaprav vsak dan opisujemo svet okrog sebe. In tako je nastala knjiga 50 abstraktnih izumov. Kot knjiga, ki tudi na en tak enciklopedičen način, torej z enimi takimi kratkimi razlagami, odpira neko temo. Ta tema pa je 50 abstraktnih izumov. Zakaj abstraktnih izumov? Zato, ker sem želela še posebej poudariti. Zakaj abstraktni izumi ste torej še ujeli? Zakaj 50 abstraktnih izumov? Zato, ker smo se nekako mogli omejiti in potem smo, ker je pač pri takih knjigah pomembna ekipa, še posebej se mi zdi, zato govorimo o množini, torej ves čas sem zelo tesno sodelovala z urednico Gajo Kos, pa seveda z ilustratorjem Ivanom Medrevskim, knjiga je šla pri založbi Miš. Smo izbrali tistih 50 abstraktnih izumov, za katere se nam zdi, da so res temeljni pri našem dojemanju sveta, od biti in bistva, pa potem naprimer življenja in smrti, pa sile, polja, evolucije, svobode, pravice in tako naprej. In v tej knjigi sem želela res vse predstaviti tako preprosto, kot je le mogoče, tudi ne bolj preprosto. Verjetno ste za tole rečenico že slišali, ne bi šlo za eno od izjav, ki ne bi bila med tistimi, ki se najbolj pogosto delijo po spletu. In tako kot je značilno za izjave, ki se zelo rade delijo po spletu, je seveda tudi za tole rečeno, da pripada Albertu Einsteinu. Verjetno pa tudi vsi veste, da vse, kar najdemo na spletu, pa ne bi povedal Albert Einstein, ni povedal Albert Einstein. Me je zanimalo, kako zelo Einsteinova je tale izjava in zgodba gre takole. Leta 1950 naj bi ameriški glasbenik Roger Sessions v reviji The New York Times zapisal nekaj takega. Spomnim se, da je Einstein rekel nekaj takega kot vse naj bo tako preprosto, kot je lahko, ne pa bolj. Par mesecev kasneje se je izjava že malo spremenila in njegov sodobnik, pesnik Louis Zukowski je zapisal, zdaj vidite, da imamo izjavo že v narekovajih, kot je rekel Einstein, vse naj bo tako preprosto, kot je lahko, ne pa bolj. In danes najdemo na spletu kar nekaj izjav tipa, kot vsi vemo, je rekel Einstein, vse mora biti tako preprosto, kot je le mogoče, to da ne bolj preprosto. Zakaj se mi je zdelo
pomembno tole potovanje s Einsteinom? Zaradi tega, ker danes vemo, da lahko na spletu najdemo marsikatero informacijo, da pomembno pa je, da vemo, kako te informacije pretehtati, kako ugotoviti, katere držijo in katere ne držijo. In tukaj jaz mislim, da so poučne knjige zelo pomembne. Po eni strani zaradi tega, ker dobri poučni knjigi lahko zaupamo, da bo imela vse prave informacije, po drugi strani pa predvsem zato, ker mislim, da nas dobra poučna knjiga tudi nauči enega kritičnega razmišljanja. Tega, da nimamo vsake informacije, ki jo najdemo za pravo informacijo, da vemo, kako pobrskati naprej, da vemo, kako oceniti vire, kako ugotoviti, ali je nekaj res rekel Einstein, ali pa je samo čez leta prišlo do tega, da smo vsi mnenja, da je to povedal Einstein. Še nekaj se mi zdi tukaj zanimivo, zakaj ravno Einsteinu pripisujemo vse te številne izjave, zato, ker je Einstein pač avtoriteta, ne samo na področju fizike in filozofije, ne nazadnje tudi na širšem področju razmišljanja, ampak zaradi tega pač izjave, ki jih pripišemo Einsteinu, nekoliko bolj držijo, kljub temu pa sem poskušala tudi s knjigo 50 abstraktnih izumov pokazati na to, da nam abstraktni izumi lahko pomenijo različne stvari, glede na to, kdo jih izreka, po kakšnem kontekstu jih izreka. Po drugi strani je pa pomembno, da se tudi sami vprašamo, ali so res taki, ki jih razumemo, da mogoče podvomimo tudi v to, ali je kakšna avtoriteta res izrekla določeno izjavo in je res jo izjavila prav v tem kontekstu, kakršnega poznamo. Zdaj, nam se je pri knjigi 50 abstraktnih izumov zdelo, da smo stvari povedali tako preprosto, ko sploh gre, potem smo pa premišljevali, če se bi pa morda vsem dali stvari razložiti še malo bolj preprosto, pa kljub vsemu ne preveč preprosto. In nastala je knjiga Kaj sploh je to, ki pa razlaga tiste besede, ki jih res uporabljamo vsak dan, s katerimi se ves čas srečujemo, pa se zelo malokrat vprašamo, kaj nam sploh pomenijo. Ogromen predlogov, katere besede vključiti v to knjigo, je prišlo tudi strani mladih bralcev, ko smo na primer predstavljali knjigo 50 abstraktnih izumov, pa smo njih povprašali, katere besede se jim pa zdi, da bi še mogle biti razložene v taki knjigi. Že prvič, ko sva z Ivanom predstavljala knjigo na enih od slovenskih gimnazij, so bili mladi bralci čisti sebe, kako da med 50 abstraktnimi izumi ni ljubezni. No, ljubezen je v knjigi Kaj sploh je to, kot če na primer beseda otrok, pa vojna, bolezen, smeti in tako naprej. Gre za besede, s katerimi se mladi bralci srečujejo tako doma, v prostem času, v šoli. Veliko smo se posvetovali na nek način tudi s programom šolskim, torej katere so tiste teme, s katerimi se naša ciljna publika v tem obdobju ukvarja v šoli, torej kaj so tiste teme, besede, s katerimi se ukvarjajo, ki so del njihovega sveta. In pa vse besede so pravzaprav predstavljene skozi zgodbe, spremljamo 3 družine in v tem kontekstu tudi spremljamo različne besede, kaj nam pomenijo v različnih kontekstih. Zakaj skozi zgodbe? Ko smo se pogovarjali z mlajšimi bralci, ki so v roke vzeli na primer knjigo 50 abstraktnih izumov, pa opazovali, kako beremo, smo ugotovili, da velikokrat preskočijo bolj abstraktne dele, potopijo se pa v tiste dele, kjer imamo zgodbe, pa seveda v stripe, kar jih je bilo tudi v knjigi 50 abstraktnih izumov. Pa ne gre tukaj za lenobo mladih bralcev, ampak za to, da je zgodba res eno tako fino vozilo za informacije. Zdaj, če ste kdaj imeli priložnost poslušati Sašo Dolenca, ko razlaga, zakaj on znanost pripoveduje v zgodbah, on razloži o vseh hormonih, ki se sproščajo medtem, ko zgodbe poslušamo. V knjigi Kaj sploh je to, je na primer ena od besed, ki so razložene, tudi domišljija. Domišljija naj bi bila ena od tistih stvari, ki človeka loči od drugih živali. To, da smo si sposobni predstavljati sebe v različnih situacijah. Nam ni treba vsega doživeti, pa si lahko na primer na podlagi tega, kaj smo izvedeli od drugih, tega, da si predstavljamo sebe v podobni situaciji, pravzaprav to na nek način tudi doživimo. Že na prvem dnevu predavanja je Andreja Holsel predstavila, kako je to pomembno na primer za športnike, ki si predstavljajo sebe v situaciji, na primer na tekmi, in si predstavljajo, kako bodo odreagirali v tem primeru.
Že, naprimer, prve raziskave, ko so gledali v različnih situacijah človeku podobne opice, so pokazali, da je to ena od tistih razlik med človekom, naprimer, pa razmišljanjem pri človeku podobnih opicah, ki, naprimer, si niso mogli predstavljati sebe v različnih pozicijah ali pa enega predmeta v različnih kontekstih hkrati. Naprimer, znale so uporabiti palčko in si s palčko približati hrano, če jim pa v laboratoriji niso dali palčke, ampak naprimer grm, so pa ta grm razumeli predvsem kot en vir hrane, naprimer, ne pa kot nekaj, kar bi potencialno lahko bilo tudi vir palčke, s katero bi prišle do hrane. Skratka, zgodbe so nekaj, kar imamo ljudje, s čimer lahko pridobivamo novo znanje, ko si predstavljamo, ko doživljamo nekaj z drugimi junaki in kakšno moč imajo zgodbe, se je fino pokazalo znotraj telih projektov. Ne vem, koliko jih poznate, šlo je za en niz projektov pod okriljem Slovenske nacionalne komisije za UNESCO, kjer smo poskušali predvsem s knjigami odpirati dialog o staranju in smrti. Hkrati smo pa potem v ta dialog vstopili tudi z področja biologije, pa medicine, z področja filozofije in etike, pogovarjali smo se o naših izkušnjah oziroma o lastnih izkušnjah vseh udeležencev. In en zelo pomemben del tega projekta so bile delavnice z učenci na osnovnih in na srednjih šolah, kjer smo začeli s tem, da smo brali kakovostne knjige, ki na tak ali pa drugačen način se ukvarjajo s tematiko staranja, starostnih bolezni, aktivnega staranja, medgeneracijskih odnosov, smrti in tako naprej. Potem po prebranem smo se pa pogovarjali tudi o drugih vidikih staranja in smrti, od biološkega staranja do različnih etičnih vprašanj, naših izkušenj, pogovarjali smo se o knjigah in o filmih, imeli smo medgeneracijske delavnice in tako naprej. In pokazalo se je, da so otroci, ko so brali knjige na to temo, res vsrkali to znanje, da je bilo pri njih umeščeno drugače kot pa neko znanje, ki bi ga dobili prek predavanj. Naprimer, ko smo brali zelo poetično napisano zgodbo o odnosu med babico in vnukom, kjer ima babica napredujočo demenco, so znali potem oni iz tega potegniti tudi neko razumevanje znakov starostne bolezni, simptomov starostne bolezni, kako to vpliva na razmerje med svojcem in pa človekom, ki ima demenco. Skratka, to znanje je imelo eno čist drugo pozicijo, kot pa znanje, ki bi ga dobili skozi predavanje. In zelo fino se seveda pokaže, kakšno vlogo ima nekaj, ko se je kaj zatakne. Pri nas se je to fino pokazalo, pa smo se naprimer pogovarjali o demenci, o tem, da gre tukaj za postopno izgubljanje možganskih funkcij, tudi spomina. Potem sta pa dve deklici vztrajali, da ne, da pri demenci gre pa za nenadno izgubo spomina. In smo ugotavljali, kako to, da izhajata, pač da sta tako trdo stojite na tem svojem stališču. Brali sta pa knjigo Človek ne spomni se, Katarine Kesić-Dimic, ki je sicer zelo korekten prikaz napredujoče demence pri babici, pa odnosa med babico in vnukinjo, ampak čisto na začetku knjige je pa napisano, da je babica nenadoma zbolela in odšla v dom za ostarele. Potem je pa pač opisano, kako je v tem domu za ostarele vnukinja obiskuje in kako na njun odnos zelo vpliva napredujoča demenca pri babici. Ampak deklici sta to prvotno informacijo, ki je umanjkala, torej zakaj je babica zbolela nenadoma in odšla v dom za ostarele, pač zapomnile z informacijo, ki so jo imele in bili pač prepričani, da je babica nenadoma zbolela za demenco. In mogli smo se kar nekaj časa pogovarjati, pa iskati razloge v bistvu za to predstavo, da smo lahko to predstavo premaknili, ker kot rečeno, pač tisto, kar so otroci prebrali, kar so v bistvu doživeli skupaj z glavnimi junaki knjig, se je čisto drugače vsrkal, kot pa pač nekaj, kar jim je bilo zgolj predstavljeno kot informacija. Ko sem ravno pri teh projektih, tisto, kar je mene najbolj nekako nagovorilo ali pa navdušilo pri teh projektih z mladimi, je bilo to, da ko smo pripravljali te delavnice, smo se večkrat spraševali v pogovoru, naprimer z učitelji ali pa s knjižničarji, vključiti v ta projekt cele razrede ali mogoče samo tiste, ki so bolj znani kot bralci, ker nekajkrat so bili pač učitelji zaskrbljeni, da tisti, ki so znani kot nebralci, ne bojo prebrali še teh dodatnih knjig iz projekta, ker pri mlajših učencih je šlo za to.
da smo v razredu skupaj brali slikanice, pri starejših učencih pa zato, da smo posodili romane in so nekako v 2-3 mesecih ne bi prebrali vsak po 2 knjigi, na podlagi katerih smo se potem pogovarjali. Več ali manj smo povsod potem vključili v projekt celotne razrede in izkazalo se je, da smo velikokrat najbolj pritegnili v projekt prav tako imenovane nebralce. Kaj se je zgodilo? Mladi so lahko kot prvo knjige izbrali sami. Velikokrat so se seveda odločili tudi glede na dolžino in tisti, ki se niso imeli za bralce, z bralno-bralsko kondicijo, so se odločili za krajša besedila. Potem, ko smo pa imeli debato, so pa v bistvu lahko v to debato vstopali zelo različnih strani. Debatirali smo in o prebranih knjigah in o filmih mogoče, ki so si jih pogledali na to temo. Pogovarjali smo se o znanosti, o njihovih lastnih izkušnjah, o etiki in filozofiji in na ta način se mi zdi, smo res pritegnili v pogovor potencialne bralce z zelo različnimi interesi in se na koncu v bistvu vsi pogovarjali o knjigah, o filmih, o staranju, o biološkem staranju in tako naprej. Se mi zdi, da se pri takih interdisciplinarnih projektih res vidi, kako pomembno je to povezovanje, zato da res lahko vključimo vse v pogovor in po eni strani ene pritegnemo v branje, koga drugega pa mogoče navdušimo za znanost. No, pa če se jaz spet vrnem k moji čudaški teologiji, torej v knjigi Kaj sploh je to, smo poskušali še bolj enostavno predstaviti te osnovne besede, s katerimi se res srečujemo vsak dan. Potem sem si pa zamislila, da mogoče pa bi šlo še bolj enostavno, tako da bi k razmišljanju o teh temeljnih pojmih spodbudili tudi najmlajše bralce in nastala je knjiga Kaj misliš kdo? Takole na primer izgledata 2 strani v slikanici. Z vprašanje, kaj misliš kdo, se v slikanici ukvarjamo s pojme, kot je kdo je živ, torej s življenjem, s tem, kdo je glavni, kdo je kriv, kdo je bolan in tako naprej. Ves čas spremljamo tele junake, ki se v različnih kontekstih pojavljajo strani v strani, torej kako še bolj enostavno nasloviti premislek teh temeljnih pojmov z ilustracijo seveda. Jaz sem imela pred kratkim predstavitev tele knjige za četrtošolce pa petošolce na osnovni šoli Miška Kranjca v Veliki Polani in moram reči, da smo se zelo zabavali, ogromno smo se pogovarjali o tem, kdo je glavni in zakaj je glavni in kaj nam pomeni, da je nekdo glavni, ali pa kdo je bolan in kdo je živ. Glavni smo se seveda na koncu po precej argumentih strinjali, seveda dedek Mraz, ker poglejte ga, kakšen frajer je, on je tisti, ki ima darila in ki odloča o tem, kdo bo darila dobil. Prav tudi Racak je bil blizu tega, da bi ga proglasili za glavnega, ker je očitno nekje zmagal, čeprav nismo čisto vedeli, kje in ali šteje isto, ali je zmagal na tekmovanju v teku ali tekmovanju v pljuvanju. Dedek, ki ima rojstni dan, je bil tudi blizu tega, da bi bil proglašen za glavnega, predvsem, ker gre za tako častitljivo številko. Strinjali smo se pa tudi, da če bi psi odločili o tem, kdo je glavni, bi bil vsekakor Fifi, ki je označil tole sobo, proglašen za glavnega. Torej, kot sem rekla, pogovarjali smo se z učenci 4. in 5. razredov, ki najverjetneje sami v roke ne bi vzeli knjige s toliko malo besedila, ampak mi smo pa res imeli tukaj debato z argumenti, lahko smo se pogovarjali o teh pojmih, vključili so se vsi v tale pogovor. Se mi zdi, da je velikokrat lahko ilustracija tista, ki res dobro pove zgodbo, ki nas potegne v eno razmišljanje ali pa v debato med bralci. Jaz se spomnim, ko sem bila jaz mlajša, praktično slikanic brez besedila ni bilo, danes imamo na našem knjižnem prostoru kar nekaj res dobrih slikanic brez besedila, naprimer, tako domačih avtorjev kot tujih, pa bi se mogoče pri tem ustavila še pri temle projektu. Mogoče poznate knjižnico na Lampedusi, gre za knjižnico italijansko, ki se je postavila na otoku Lampedusa, kjer se je ustavil zelo veliko beguncev, ki prihajajo v Evropo in Mednarodna zveza za mladinsko književnost, IBI, katere del je tudi slovenska sekcija IBI,
Tam ustvarja oziroma podpira ustvarjanje te zbirke slikanic brez besedila, s katerimi poskušajo odpreti v tem pogovor s otroki begunci, ki prihajajo na ta otok. Torej, s pomočjo knjige z njimi odpreti en dialog, jih sprejeti, jim pripovedovati neko zgodbo, z njimi imeti en stik, in kateri jezik je bolj univerzalen kot jezik ilustracije, zato pač vsaki 2 leti pošiljamo vse sekcije tja slikanice brez besedila in potem oni tudi oblikujejo eno tako listo najboljših slikanic brez besedila. V letu 2019 je bila na tej listi tudi knjiga Marte Bartol, Kje si? No, v letu 2021 so pa med slikanicami tudi tele slikanice brez besedila iz Nepala. Zakaj jih posebej izpostavljam? Slikanice so nastale kot del projekta, ki je bil Yamada projekta, ki je bil tudi podprt strani Mednarodne zveze za mladinsko književnost, in sicer so si v Nepalu želeli spodbuditi družinsko branje, ampak v njihovem okolju se zelo pogosto zgodi, da starši ne znajo brati. In kako boljš preseči to problematiko kot slikanicami brez besedila? Zdaj, vsi, ki ste kdaj brali s svojimi otroki, veste, da gre tukaj za neprecenljivo izkušnjo, ki ni res pomembna samo z vidika spodbujanja bralne pismenosti, ampak tudi z vidika tkanja enih družinskih vezi, zato da si lahko delimo zgodbo, da lahko starš z otrokom deli zgodbo, da jo skupaj spremljata, da mu jo pripoveduje. In s temi slikanicami brez besedila so to omogočali tudi staršem, ki sami ne znajo brati, seveda pa lahko berejo ilustracije in delijo z otrokom izkušnjo pripovedovanja zgodbe. Če se vam zdel zanimiv, kar sem povedala o knjižnici v Lampedusi, če projekt poznate, pa bi v njem radi izvedeli več, če ga ne poznate, pa bi si radi še kaj prebrali. Če bi radi prišli še do kakšnih seznamov dobrih knjig, morda knjig za otroke s posebnimi potrebami ali pa knjig z liste Bele vrane, ali pa mogoče vas zanima, kateri so tisti avtorji, ki so prejeli najvišja mednarodna priznanja na področju, vabljeni na stran slovenske sekcije IBI. Če je še kakšno vprašanje, ki ga imate, ko se boste sprehajali po spletni strani, pa ne najdete odgovora nanj, nam seveda lahko pišete. In če se vam bo zdelo, da počnemo fine stvari, katerih del bi lahko bili, pa seveda vabljeni tudi v naše vrste, tako minute za EPP. To je bil en od možnih odgovorov, kako so nastajale knjige, 50 abstraktnih izumov, kaj sploh je to ali pa kaj misliš kdo, ampak seveda bi bil možen tudi kakšen drugačen odgovor. Nedvomno na to, kako nastaja knjiga, bistveno vpliva, kaj je tisto, kar nas zanima in kaj je tisto, kar nas navdušuje. Gotovo so na nastanek teh knjig vplivale stvari, ki me zanimajo, knjige, ki jih berem, ljudje, s katerimi se srečujem. Se mi zdi, da od začetka so tisti ljudje, s katerimi se srečuješ, s katerimi delaš skupaj, tisti, ki nekako sooblikujejo tvoj svet in to, kako razumeš svet okrog sebe, prinašajo novo znanje, vplivajo na znanje, ki si ga že imel, kako se spreminja, kako morda stare informacije na novo razumeš in jih postavljaš v druga razmerja. In čeprav sem imela v življenju kar nekaj zelo dobrih profesorjev, čeprav sem imela in imam še vedno kar nekaj izjemnih sodelavcev, s katerimi si prinašamo novo znanje, si dopolnjujemo in vplivamo na svoje poglede na svet, se mi zdi, da na to, kako so zastavljene tele knjige, je verjetno najbolj vplival moj profesor za filozofijo v srednji šoli. Zakaj? Zato, ker nas ni samo opremil z znanjem, s katerim smo potem spoznavali naprej, ampak ker smo res se s filozofijo ukvarjali nekako dialoško. In ker smo pač vstopali v to, pač opremljeni z nekim osnovnim znanjem skozi dialog, debatirali z njim, in ker smo se počutili v tej debati ves čas dejansko enakovredni. Mi smo argumentirali svoje stališče oziroma poskušali, kot smo pač lahko v srednji šoli, argumentirati svoje stališče, on je argumentiral svoje in ves čas smo imeli občutek, da smo si nekako enakovredni govorci v tem dialogu. In tudi zaradi tega se zdi tudi meni danes zelo pomembno, da
kogarkoli, ki postavlja vprašanja, poskušam jemati tako resno, da poslušam ta vprašanja in odgovarjam na njih. Zdaj, vsi, ki ste kdaj bili na kakšnih predstavitvah knjig ali pa ste spremljali kakšne predstavitve knjig, veste, da ko se tam enkrat zaženejo vprašanja kar dežujejo, kadar midva z Ivanom skupaj predstavljava knjige, ki sva jih ustvarila, torej 50 abstraktnih izumov, kaj sploh je to in pa kaj misliš kdo. Velikokrat začneva tako, da najprej en drugemu postavljava vprašanja in to ponavadi kar sproži, potem pras vprašanj. Nazadnje smo prišli do vprašanj, če sva par in potem, ko sva jih razočarala, da nisva, zakaj vendar nisva. Tako da dobiva zelo različna vprašanja. In ja, pač dejstvo je, da potem, ko se enkrat začne spraševati, vprašanja dežujejo, ne samo, kadar se pogovarjamo o knjigah, jaz lahko tudi iz svoje domače izkušnje povem, da ni vprašanj otrok nikoli konc. Pri nas je tole trenutno zelo popularno vprašanje, pač to je kontekst, v katerem se nahajamo in ne vem zakaj, ampak prav tole vprašanje se jim zdi posebej zanimivo. Sreča imamo doma nekaj knjig, s pomočjo katerih lahko odgovorimo, ker čeprav se mogoče zdi tole vprašanje na prvi pogled enostavno, gre za kar zakomplicirano vprašanje in tole so mogoče 3 knjige, ki odgovarjajo nanj, pa vsaka nekako za svojo ciljno publiko se dotakne še drugih tem, odpira še nadaljnja vprašanja. Ni pa samo tako, da so knjige tiste, ki lahko potešijo radovednost na naša vprašanja, velikokrat so knjige tiste, ki odpirajo vprašanja. Mene je prejšnji vikend zelo presenetilo tole vprašanje, kako veliko rjuho potrebuješ, da lahko poletiš, ko skočiš s strehe. Sin, ki ga je postavljal, je že gledal našo streho, pa računal, koliko metrov je in do kam bo poletel. In vprašanje je prišlo iz telih knjig, ki so pri mojih bralcih doma zelo priljubljene. In sreča, imamo tudi kakšno knjigo o pretresu možganov, pa o spiralnih zlomih, pa o poletih, tako da smo se lahko potem pogovorili o tem, da take rjuhe doma pač nimamo. Zdaj, Darja Lavrenčič-Vrabec je v svojem predavanju poudarila, da se otroci ljudjo radovedni, ampak če jim na vprašanja ne odgovarjamo, če njihova vprašanja ignoriramo, da se ta radovednost slej ko prej izgubi. Jaz bi vas opozorila na nekaj drugega. Če boste brali otrokom, če se bodo otroci spotikali v knjige, če bodo videli vas, kako berete, če boste odgovarjali na njihova vprašanja, tudi takrat, ko se vam bo zdelo, da mogoče pa rajši ne bi, če boste spodbujali vprašanja, lahko tako trdno zakorakajo na pot radovednosti, da teh vprašanj ne bo nikoli konc. In velikokrat se zgodi, da pridejo tudi vprašanja, na katera ni najlažji odgovor, in da pridejo vprašanja takrat, ko si jih niti ne želite, ko bi rajši malo miru, tako da tudi spodbujanje radovednosti je lahko do neke mere nevarno, ker moja radovednost odpira knjige, knjige odpirajo pa radovednost. Potem bi pa jaz na tej točki kar zaključila. Hvala za vašo pozornost.